Spoštovane učenke in učenci, danes imamo prav poseben dan. Kot veste, ste ga že skoraj polovico oddelali. Ta lepši, ta svečani del pa nas sedaj čaka. Svečani je zato, ker smo se odločili, da bomo vsako leto ob tednu otroka praznovali svoj praznik, praznik Osnovne šole Brežice, kjer bomo pogledali, kaj smo dosegli v prejšnjem šolskem letu in si zastavili načrte za tisto leto, ki se pravzaprav je tokrat začelo. Dovolite, da vam najprej predstavim goste, kajti če je praznik, imamo navadno goste. V naši sredi najtopleje pozdravljam župana Ivana Mulana. Pisatelja, častnega gosta danes, Slavka Preglja. Ravnateljice in ravnatelja, direktorice javnih zavodov, tukaj v naši soseski. Hvala, da ste vsi prišli in da boste skupaj z nami praznovali ta lep dan. Tudi sonce nam je danes priskočilo na pomoč, da bo praznovanje še lepše, še bolj svečano. Seveda pozdravljam tudi vas, drage kolegice in kolegi, vsi, ki ste danes že oddelali del in svojim učencem predstavili našo rastočo knjigo, ki ji rečemo E-hrast, in ki je tudi del vseslovenskega gibanja Rastoča knjiga. Vse to poznate, zato ne bom posebej razpredala o tem, vabim pa k besedi gospoda župana, da vas pozdravi. Ja, spoštovani učenci in učenke, glede na to, da imate danes na nek način kot praznik šole, najprej seveda pozdravljam vas, ravnateljico, vse zaposlene in pa seveda predvsem naše cenjene goste, ki so prišli danes sem v Brežice, da skupaj z vami naredimo ta svečan dogodek. Občina Brežice seveda je izjemno ponosna na naše šole in pa seveda na naš izobraževalni sistem, kajti nekako spodbujamo, da v vseh šolah v občini Brežice zagotavljamo enakomerne razvoje in pa možnosti seveda za izobraževanje. Zato seveda smo tudi v občini Brežice, tako kot vi v šolah, vedno veseli vseh uspehov in še posebej me veseli, da tu v Brežicah ste naredili ta E-hrast, na katerem vsako leto seveda tudi posebej označite in se spomnite vaših uspehov. Seveda so danes šole tiste, ki nekako omogočajo predvsem znanje, vendar sam kot župan sem vesel, da šole niso samo tiste, ki stremijo za dobre ocene in pa izobraževalni program, ampak da vam omogoča tudi marsikaj drugega, da se lahko dokažete tako na tekmovalnih področjih, na raznih preizkušnjah, predvsem pa seveda, da nabirate tudi marsikatero izkušnjo, ki vam seveda v življenju zelo prav pride. Zato me seveda veseli, da se vedno spomnite dogodkov, pa naj bojo to rezultati športni, naj bojo kulturni, naj bojo to seveda tudi učni ali pa kaj drugega in seveda, da tudi tu nekako s tem naredite. Ta prireditev je seveda tudi spodbujena z nared državnega sveta, ki prav zato je verjetno tudi to akcijo po Sloveniji začel in seveda v Brežicah, kot ponavadi marsikje drugje, smo tudi med tistimi, ki se vedno takšnih tudi državnih akcij radi udeležujemo in pa seveda, ki jih tudi peljamo. Sam osebno seveda bi vam želel še veliko uspehov, da bi tudi drugo leto bilo ponovno tako pestro in da bi bilo ponovno na tem E-hrastu čim več teh novih znakov, ki bojo nekako bili simbol vaših rezultatov. Predvsem pa seveda vam želim, da poleg znanja tudi druge veščine vse uporabljate in pa seveda, da jih tudi čim več se naučite, kajti vse to je tudi življenjska šola, ki jo bo v prihodnosti prišla prav. Ob tej priložnosti seveda tudi zahvala vsem mentorjem, vsem učiteljem, ravnateljem in vsem, ki to spodbujate, predvsem vam pa mladim, da res hodite v šolo radi, da se učite, da seveda tudi druge veščine razvijate in seveda, da s tem delate boljše naš kraj, naše
prihodnost. Želim vam lep dan in vsem čestitke za vse uspehe, ki ste jih dobili in željo, da tudi v letošnjem letu nadaljujete s tem delom. Hvala lepa. Kakšnega društva poznamo bralno značko in tako naprej. Tako da izvolite, prosim, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni. Zelo rad sem prišel v osnovno šolo Brežice. Jaz sem sicer končal osnovno šolo, gimnazijo in fakulteto, ampak ker vse to znanje ni bilo dovolj, sem prišel še v osnovno šolo Brežice, da se česa naučim. Za začetek bi povedal, da sem zelo vesel, da je govoril pred menoj gospod župan, ki ga zelo cenim. In imam lahko svoj govor krajši, ker za začetek povem, da se v celoti strinjam z vsem, kar je povedal. Zgovori so sicer težave, ne? In kadar boste vi na tem, da boste morali imeti kakšen govor, se lahko spomnite kakšne dobre anekdote, ki ste jo prebrali, se pravi, branje vam jo je prineslo in jo poveste. Meni je padla na pamet tale anekdota, ker ne vem točno, a ne govorim toliko časa, dokler ne bo zaspal prvi med vami, ali do takrat, ko bo zaspal zadnji med vami. Zato bom povedal samo tole zgodbo. Nekoč so v amfiteatru, v areni v Rimu, na sredo pripeljali nekega sužnja in potem spustili naden največjega leva, kar so jih imeli. Lev je bil sestradan in je planil proti temu sužnju, ampak suženj mu je nekaj zašepetal na uho in lev se je obrnil, pomahal z repom in šel ležati v senčko. Ljudje, publika so onemeli, niso razumeli, kaj se godi in so potem tega sužnja vprašali, kaj se je zgodilo. In suženj je rekel, jaz sem levu rekel, da potem, ko me bo požrl, bo moral imeti govor. In se je za vsak slučaj umaknil. No, jaz vas pozdravljam v imenu Gibanja Rastoča knjiga. Sijajno je, da vaša šola sodeluje pri tem. V veliko veselje mi je to drevo Rastoče knjige pred vašo šolo. Gospa ravnateljica mi je nekoliko že razložila, kaj se to pomeni. Po moje vi vse to veste in seveda veste tudi zato, ker ste pametni, pametni ste zato, ker berete knjige. Pozdravljam vas tudi v imenu bralne značke. V Sloveniji je bralcev približno 140 000, deklet in fantov, kot ste vi. In seveda, če ne bi bilo Brežičanov poleg, bi bila ta številka manjša. Vsi vam govorijo, kako je branje koristno, kako se veliko naučiš, kako vidiš veliko lepega. In jaz sem včeraj slišal nek zelo pomemben podatek, ki pravi naslednje. Šolarji, ki berejo, so že v drugem razredu za 15% pametnejši od tistih, ki ne berejo. In tisti, ki pridejo do konca devetletke, so pa 30% pametnejši. Tako da jaz mislim, da pri vas ne samo 30, verjetno 40% boste pametnejši vsi vi, ki berete. Lepo je, da to gibanje Rastoča knjiga zajema iz domačih okolij, išče svoje korenine, išče pomembne ljudi, ki so ustvarjali vašo zgodovino in sijajno je, da to potem poveste v knjigah. Knjige ostanejo za vselej in pričajo tudi vsem tistim, ki pridejo za vami. Jaz vam želim, da bi se to gibanje pri vas razvijalo še naprej, da bi vsak od vas pomagal, kolikor more in seveda, da bo ob tem bral knjige od teh rosnih let pa do
najkasnejše starosti. Iskreno vam čestitam ob tem prazniku in mislim, da je pred vami še ogromno zmag, ki jih boste zanesljivo dosegli in bo miza v sobi gospe ravnateljice polagano začela pokati pod težo pokalov, medalj in drugih priznanj. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Hvala gospodu Preglu za spodbudne besede. Morda samo povemo, zakaj smo jo poimenovali to našo skulpturo E-hrast. Stojimo namreč na področju, ki se imenuje, oziroma se je nekoč imenovala Hrastinca. Nekaj pravih hrastov je še ostalo, mnoge smo morali požagati, ker so dozoreli, zdaj pa nas bo na to področje in na to spominjal virtualni hrast. Ljubezen, beseda brez rime, beseda, ki ne mine, beseda, ki povezuje, beseda, ki zbližuje, beseda pesmi in melodije, beseda milozvočne harmonije, beseda srebrnega nasmeha, beseda skušnjave in greha, beseda za jutri in včeraj, beseda za danes in za zmeraj. Pesem je napisala Laura Pečnik iz 9.A. Povedali, kdo bo obesil prvi okrasek na ta naš E-hrast. In sicer so najprej na vrsti tisti, ki so bili zelo uspešni na lanskoletnih razpisih, kot so Rima Raja, Roševi dnevi, Evropa v šoli in še več teh razpisov je bilo. Veliko od vas je doseglo vidna prva mesta ali pa se je uvrstilo med prvih 10, med prvih 15. Zato vabim, kar 7 odličij na državnih takih tekmovanjih je bilo, zato vabim, da se mi pridruži Jaša, Nika, Lijana, Mirko, Eva. To so učenci, ki so sedaj ostali tukaj, nekateri so že odšli, so že v srednji šoli, kje pa imate mentorica. Tako, vaša bo prva rdeča kocka, zato prosim, če se mi pridružite, pa prosim še hišnika, da nam pomaga, kje je ta rdeča kocka. 2 mentorici, Darinka Ferenčak Agreš in pa Evelina, v prvem triletju je Evelina, Darinka pa 3. triletje. Torej, rdeča kocka, če greste do. Torej, zrasli bomo za 10 centimetrov. Letos obešamo na 160. Nekateri znate to že preskočiti, verjetno. Ampak mi ne bomo preskakovali, bomo pa obesili. Samo prvo bomo čakali, drugače bomo pa samo naložili.
Tako pa prosim, da se pridete in še seveda, da ovekovečite, katera je vaša rdeča kocka, če greste do nje, stopite gor, primite jo, ta bo vedno vaša in bo stala tukaj, tudi ko boste še čez leta hodili mimo šole, boste se spomnili, da ste prislužili to kocko prav vi. Tako. Bravo! Veselje mi je, da lahko tudi našemu pisatelju povemo, da imamo na šoli dobre pisce in vse tiste, ki boste še to postali, vabim, da se potrudite in da pišete in več, ko bo tega, verjetno bo tudi kaj tudi dobrega se izcimilo, čeprav sama o tem kaj dosti ne vem povedati. Rdeč val za mednarodna tekmovanja. Sedaj se že mislim, da 3 leta udeležujemo mednarodnih tekmovanja iz angleščine. Letos je bilo v Maleziji, tako da prosim dekleta, ki so se dobro odrezala, odlično odrezala, Reja, Dorija, Maja in pa Katarina, rdeč val je vaš. Naj povem, da so liki, da imajo ta geometrijska telesa, kako ne okraski, da imajo vsako svoj pomen. Kocka pomeni, da je nekaj, kar je našega lokalnega značaja. Barva, če je rdeča, pomeni kulturo, če je modra, pomeni šport, če je zelena, pomeni projekte, ki jih začenjamo, tako da ima vsako telo od teh, ki jih tukaj nizamo, tudi svoj pomen. Smo se slikali, čestitamo. To so 3 devetošolke. Nekatere bomo še danes, se bodo še enkrat slikale, gotovo. In v tem prvem sklopu še en moder val za 2 prvi mesti, ki so si jih pa prislužili učenci šole s posebnimi potrebami, in sicer so bili prvi na državnem tekmovanju v velikem kanuju in pa prvi v državi v tekmovanju v odbojki. Prosim. Oni bodo obesili moder val, šport. Kje pa je mentorica? Mentorica slika, ampak mislim, da bi se lahko vseeno postavila zraven, da je tudi ona na fotografiji. Za angleščino nisem povedala, mentorica je bila Petra Vaški, pa ima sedaj drugo delo in ni mogla biti tu z nami, ne more biti tu z nami. Ta je bravo. Bravo. Skrinja narodne zaveze je duh, ki se nad časom dviga, je zvezda stalnica, ljubezen. Imamo že drugi sklop, tokrat bomo pa 3 zelene valje obesili, in sicer želimo s tem povedati, da smo v tem šolskem letu pričeli s 3 novimi projekti. Prvi, roka v roki. Prosim razredničarko Marijo Zarek Krivec in
vsi prihajate. 8A je tokrat v tem projektu. Zeleni val. Projekt govori o medsebojnem sodelovanju, o vrednotah, tako da mislim, da je ravno pravšnji, da se ga tako učitelji kot učenci tudi zavzeto lotimo. Bomo pa pol. Lahko pa tako primejo v roke in naši fantje vse znajo. Hvala. Zdaj pa gor stop. B3. Opa, tako ja. Vse učilica ni tako odhajala. So moj čiv. Naslednji projekt je ribe na šolskem krožniku. Danes smo imeli tudi vsi v zavodu v osnovnih šolah in vrtcih dan posavske ribe, torej na majica bila z tega domače ribe, bom rekla. Ta projekt pa promovira lokalno, zdravo hrano in z njim se bomo ukvarjali naslednji 2 leti. Vrednote so hrana, zdrava hrana, lokalno, to, kar nas povezuje, tudi da znamo sami kaj pridelati, sami kaj skuhati. Zakaj mislite, da je bil ta aplavz? Kdo se nam je pridružil? Vodja kuhinje. Vsi drugi, ki nismo v kuhinji, že vemo, kaj to pomeni, če imamo Dej glavo ti noter. dobro in zdravo hrano. Tak, Andreja, gor roko, tako, tak, ja, super. Odlično, okusno. Hvala. Je pa nekaj posebnega. 19 šol v Sloveniji je tistih, ki letos začenjamo izvajati razširjeni program. Uvajanje drugega tujega jezika v 3. triletje oziroma v 7. razred letos in pa uvajanje prvega tujega jezika v 1. razredu. Če dovoliš, bomo obesili zeleni val. Bomo morali tam. Projekt bo trajal 2 leti, 3 leta in upam, da bomo lahko tudi stvari, ki jih tako sedaj skozi različna gibanja vpeljujemo v šolo, izvajali tudi pri rednem pouku. To bo naša naloga. Dali nam zelo. Ravnateljica v to stran. Ravnateljica se bo obrnila v to smer, Janika tudi, da bo se tako. Delali bomo v podaljšanem bivanju, v interesnih dejavnostih, dodatnem in dopolnilnem pouku. Pa še kje. Hvala lepa. Hvala tebi.
Moram povedati, da je na tem našem e-hrastu že kar nekaj njihovih valjev, kajti bili so 5 let zapovrstjo med prvimi v državi na tekmovanju folklornih skupin, danes so bili srebrni, pa vendar hvala za nastop in pričakujemo drugo leto, da tudi vi obešate, kajti mi smo zelo strogi, samo prva mesta in samo zlata priznanja veljajo. To morda samo zato, ker nimamo toliko prostora, drugače pa veljajo vse dobre uvrstitve in vsak napredek, ki ga vsak izmed vas naredi, za katerega se potrudi in za katerega mu je mar. Tako da morda najprej zaploskamo vsem, ki ste v lanskem šolskem letu zrasli, napredovali. Pa nimamo dovolj časa in dovolj prostora, pa se spominjamo samo tistih res najvidnejših dosežkov. Morda povem še to, da je skupina Kresnice plesala v nošah, v oblačilih, ki smo jih našli na fotografiji in sicer v takšnih oblačilih so hodili v osnovno šolo Brežice, učenci v letu 1910-1911. Poskušamo biti avtentični, poskušamo se spominjati tudi tistega, kar je bilo nekoč pred nami in vsega tistega, kar so naredili rodovi pred nami in poskušamo to tudi nadgrajevati. Hvala vam, da gojite to kulturo. In sedaj še nekaj, da se vrnemo e-hrastu. Na vrsti so zlata priznanja iz znanja. Lani smo Rdeč valje na vrsti, lani so dobili Readorja Bergant, zlato priznanje iz logike, njena mentorica Klavdija Štrucelj, zlato priznanje iz geografije Amadej Hudokmet, mentorica Dušan Babulo, zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni Nika Pavlič, mentorica Julijana Matjaš. Nika, ja samo In da vemo pa tudi, da to samo ne pride samo od sebe v glavo.
Tako da čestitke vsem. Računamo, da bo tudi letos vam uspelo. Evo, to je vaš val. Znam, ja. Tukaj plavac spodaj. Temo in sicer na državnem tekmovanju miselnih športnih memoriada so si prislužili zlato priznanje Domen, Aleksandra, Reja, Naja. Zato prosim mentorice, da se pridružijo. Sabina Dobeček-Natkovič, Jadranka Kodraja in pa Marjanka Pekar. Žiga Sluša je postal nosilec zlatega priznanja še malo. No, pa dajmo. Žiga Sluša iz logične pošasti. Kakšne pošasti vseh vrst imamo, tudi tukaj je bila mentorica Klaudija Štrucl in pa zlato priznanje na 7. glasbeni olimpijadi je osvojila Maja Tomič, mentorica Maša Žderič-Pošak. Torej, obešali smo nekaj časa samo rdečo barvo. Čestitke vsem. Sedaj pa gremo k dvema modrima valjema in sicer za najšportna šola, osnovna šola in najšportna osnovna šola s prilagojenim programom, z nižjim izobrazbenim standardom. Najprej najšportna šola, osnovna šola. Naj povem, da smo sedaj menda že 15. leto zapovrstjo najšportna šola. Kje ste športniki? Dva, ki bi morala danes biti tudi v tej ekipi, sta na tekmovanju, na državnem tekmovanju iz orientacije. Torej, delata že za naslednje šolsko leto. Si boste zapomnili, kateri je vaš? Brane, dej, stop tlele, da ste radi. Da se te uvidilo. Tak pa ja. Naj se pripravijo še učenci osnovne šole z nižjega glasbenega standarda. Vidi, petem slikala. Seveda nekaj učencev ni več na šoli, so bili lani devetošolci, so prispevali k tem vsem dosežkom. V vsaki ekipi pa je tudi nekaj mlajših, ki bodo nadaljevali, upam, to tradicijo. Čak, bomo se odmaknila mi, da bomo se mi odmaknila. Čak, stoj, samo malo. Tiger prot, tam ko gledaš po slike. Čak, ne morajo še. Čestitamo. Čak, da grejo stran. Čak, da se odmaknila. Evo, tam pogledamo, tam. Zdaj, gledajte. Sanela, pet bolj tja.
Boja, nasmešek. Daj ga meni. Inovativni. Odlično. Danes pokazali, da je naša šolska himna tista, ki nas vedno popelje takrat, ko smo veseli, v dobro, še boljše razpoloženje ali pa takrat, ko smo žalostni, da nas potegne iz takšnega mračnega razpoloženja. Samo še najpomembnejši 2-3 stvari imamo. Najboljše stvari pridejo na koncu. Obesili bomo, da preberem, rdeč val. Če si pogledate naše zastave, vidite, da je ena nova. A prepoznate, katero novo? Katera je nova? Simbioza šola. Lani smo si prislužili zastavo Simbioza šola in sicer zato, ker ste učenci in učitelji dobro sodelovali v tej lokalni skupnosti, sodelovali ste s starejšimi, družili ste se z upokojenci in starostniki v domu upokojencev, prihajali so oni k vam na šolo, tudi včeraj so vam brali ste skupaj, odhajali ste v dom ostarelih in tam pripravljali različne programe, se družili z njimi in tudi marsikaj novega izvedeli. Zato smo bili proglašeni menda za Simbioza šolo, kar nas bo spominjala ta zastava, na ta dogodek oziroma na ta dosežek. Rdeči val je še vstal, kdo bo, Karmen, kje si, in pa nekdo bo prišel še. Karmen je zelo veliko sodelovala, starostniki pa še, Alenka pa še ostali. Da tam stopni pa prijeli. In da stopni tam pa prijeli svoj voj.
Označujemo tisto, kar se nam zdi najvrednejše. In za letos smo se odločili, da bo to naša rastoča knjiga. Rastoča knjiga osnovne šole Brežice in pa vseslovenska rastoča knjiga, ki je letos postala polnoletna. 18 let že rastoča knjiga v Sloveniji, to gibanje obstaja, mi smo skupaj 3 leta. Prosim, gospoda Pregla, gospoda Molana in pa gospoda Krajnca, ki se nam je pridružil nekoliko kasneje, kajti vi ste tisti, ki ste zaslužni, da imamo danes to obeležje tukaj na šolskem dvorišču. Gospod župan, ki nas je ves čas podpiral in tudi občina je sodeluje z rastočo knjigo, gospod Pregl, kot član Vseslovenskega društva Rastoča knjiga in gospod Krajnc, kot tisti, ki je izvajal, njegovo podjetje je izvajalo dela, bilo je kar veliko gradbenih del, žal ni z nami pa donatorja, ki se je upravičil in vas vse lepo pozdravljam. Evo. Odlično. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem vam, zahvaljujem se tudi predstavnikom 7. sile, ki ste ta naš praznični dogodek ovekovečili. Nekaj nismo se pravilno postavili zaradi sonca, če gremo konflikvajo. Da bomo dali ravnatelj za mesec. Da bomo imeli bolj usklajeno sliko. Ja, seveda. Zdaj se pa ravnateljice ne bi. Rokice! Zemlja pliše, jame zvizde, pade sneg, pride maj, pride spet jesen, tisoč reči, zemlja pliše, Orion sam sabor, mesec kontraba, zemlja pliše, jame zvizde, iz ogradu vsak oblak, in se ciste in zelo danaji, Ajde, gremo kar za njimi, rokice, pa se zavrtiš in dosti. Greš naprej, visoko rokice gor, pa nazaj, še enkrat zavrtimo se. Tak, kleski, znaš? Znam, grem, zdaj nazaj, rokice, še enkrat. Naprej, gor, nazaj, pa pokaži. In pojemo vsi, da vidim. Bravo, druga stran. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, tisoč reči, zemlja pliše.